Na Čebeljem gradiču v Sredici na Goričkem je tamkajšnje čebelarsko društvo Rogaševci pred dnevi praznovalo 70. obletnico delovanja. Pa smo tu. Postali smo 70-letnik. Veseli se vsakega, ki smo se danes zbrali na današnji slovesnosti in vas v svojem imenu, v imenu društva, lepo pozdravljam. Mogoče se nekaterim 70 let ne zdi tako zelo dolgo obdobje. Kljub temu pa je v izkušnjah znanje in modrost. Kot velika družina smo šli v preteklosti skozi vzpone in padce. Vsi člani našega društva, ki smo že malo starejši, imamo to prednost, da se spominjamo naših predhodnikov. Brez njihovih začetkov danes ne bi praznovali 70 let. Večino od njih smo pospremili na njihovi zadnji poti. Sinoči nad predvečer današnje slovesnosti smo se jih spomnili in prižgali sveče na njihovih grobovih. V vseh teh letih smo ponosni, da smo dobro skrbeli za naše čebelice. Tudi šolski otroci imajo svoj lepo urejen čebeljak, kjer se učijo od in o čebelicah. Tudi okolica naših občin ima lepo urejene in razporejene čebeljake. Na ta način čebelarji skrbimo za pašni red. Veseli smo, da nas je naše poslanstvo okolica vedno bolj ceni in da razume pomembnost čebelarstva. Posebej bi izpostavil občino Rogašovci in Cankova in se zahvalil tudi obema županoma, ki sta danes med nami. Za naše društvo lahko rečemo, da je v dobri kondiciji, čebelarji zelo radi opravljamo svoje delo in smo pri tem uspešni, tako da sem prepričan, da zremo v svetlo prihodnost. Naj cveti in medi na našem lepem Goričkem. Čebele pa niso pomembne samo zaradi pridelave medu, njihovo najpomembnejše delo je namreč opraševanje. V občini imamo veliko društev, od športnih, gasilskih, kulturnih in tako naprej. Občina jih podpira po svojih možnostih vse. Ampak prav nekaj posebnega ste pa vi, čebelarji. Še prav posebej zaradi tega, ne vem, nekateri se niti ne zavedajo, da je stranski produkt vašega dela pomembnejši od medu tega, kar ga proizvajate. Veste, zakaj mislim? Na opraševanje, na to, kaj napravite za naravo. Ponosen sem, da imamo tako društvo v naši občini. Za 70-letnico smo jim dali občinsko priznanje. Hotel sem ga prinesti s sabo, pa sem si rekel, v nedeljo to napravim, tam bo 1000 ljudi, naj jih več vidi, kaj si zaslužite. Ampak dobili ste ga pa. Tako da vam čestitam za teh 70 let, želim, da naprej tako uspešno delate, nas razveseljujete s svojim delom v naravi in pa z dobrim medom. Hvala, čestitke in tako naprej. Zbrane je nagovoril Janez Vencelj, podpredsednik Čebelarske zveze Slovenije, in izpostavil, da je Slovenija v čebelarstvu zelo napredna država. Slovenci smo narod čebelarjev. Dobro poznamo čebelo in njeno vlogo v naravi. Cenimo čebelje pridelke slovenskih čebelarjev. V čebelarstvu smo, lahko rečem, svetovna velesila. In kot taki prepoznavni po celem svetu. Zavedamo se, da je vsaka tretja žlica hrane odvisna od opraševanja čebel, kot je že tudi prej povedal gospod župan. Slovenski čebelarji čebelarimo z dušo. Imamo svojo pasmo čebel, krajinsko sivko, ki je najbolj razvita, druga najbolj razširjena čebela na svetu. Imamo himno, kar imajo samo veliki. Imamo prapore, imamo slavnostno obleko, v katerim sem oblečen in jo lahko vidite. Imamo čebelarski dom v Brdu pri Lukavici, imamo opazovalno napovedovalno službo v čebelarstvu, ki spremlja
kraj medenja in sporoča seveda preko interneta oziroma preko medijev, kje medi, da lahko čebelarji pripeljejo svoje čebele v tiste kraje. Imamo svoj čebelarski praznik na rojstni dan Antona Janše, to je 20. maj. To je na dan rojstva našega velikega čebelarja, prvega čebelarja uradnega na svetu in prvega čebelarskega učitelja že za časa Avstro-Ogrske, je Marija Terezija z ukazom zaukazala, da morajo čebelari z Avstro-Ogrske čebelariti po naukih Antona Janše. Imamo medeno kraljico, ki sedi med nami. Hvala vam vsem in vsakemu posebej za vaš prispevek pri razvoju slovenskega čebelarstva. V slogi je moč in skupaj nam bo uspelo, da bomo še boljši, čeprav smo dobri. Ampak nikdar se ne smemo pristati, da smo prišli na najboljše, ampak stalno stremeti, da bomo še boljši. In prepričan sem, da nam bo tudi uspelo s skupnimi močmi. Saj že sedaj smo čebelari v Sloveniji, poleg gasilcev, najbolj organizirani nevladni sektor. Čestitke Čebelarskemu društvu Rogaševci za jubilej 70 let uspešnega delovanja, z željo seveda, da še vsaj 70 let delate tako uspešno naprej. Čestitke tudi vsem dobitnikom priznanj. Želim vam medeno in uspešno leto 2018 s čebelarskim pozdravom naj medi. Na slavnostni prireditvi pa so najzaslužnejši člani Čebelarskega društva Rogaševci prejeli tudi posebna priznanja in odlikovanja.